Pozdravljeni, moje ime je Teja in za vas berem energije s pomočjo tarot kart. Preden začnemo, vas lepo prosim, da si spodaj v opisu videa preberete vse informacije, ki jih morate vedeti v zvezi z mojimi vpogledi, in potem lahko začnemo. Danes smo vstopili danes imamo polno luno in s to polno luno smo hkrati tudi vstopili konkretno v ta nov energetski cikel, o katerem sem že večkrat govorila v preteklih videih in tudi v dnevnih napovedih. In ta novi cikel bo v bistvu prinesel nekaj lepega v naše življenja. Ta cikel bo marsikomu, ne marsikomu, v bistvu kar vsem, obdani bomo z mnogimi priložnostmi. Ker zdaj zadnji 2 leti je bilo tako, da je teh priložnosti bilo nekako zelo malo. Zelo smo se trudili iskati pravo pot, trudili smo se iskati različne priložnosti, različne izkušnje, se pravi nekaj. Pač saj so bili neki začetki, dogajale so se neke nove stvari, seveda, ampak za mnoge je bilo to zelo težko v smislu, da ni šlo čisto vse vedno tako po planu, da ni bilo čisto vse vedno tako enostavno. In zdaj pa nam bo v bistvu življenje skorajda ne na pladnju pošiljalo razne priložnosti, ponudbe, osebe in tako naprej. Ampak je pa pomembno, da vemo, katere priložnosti so za nas in katere ne. In tisti, ki niso bili na duševnem potovanju, se pravi tisti, ki še vedno delujejo iz perspektive svojega ega, tisti bojo imeli to obdobje najbolj težko, zato ker bodo v bistvu sprejemali ali vse možnosti in bojo recimo pregoreli, ali pa bodo izbrali napačne priložnosti in tiste prave, ki so jim dejansko namenjene, bodo spregledali zaradi strahu, zaradi pač raznih dvomov ali pa zaradi tega, ker pač naš ego je ful tak, da si želi uspeh, da si želi nekako biti boljši od drugih, je tudi zelo zavisten in zelo materialističen, usmerjen v denar. Tako da marsikdo bo recimo tisti, ki deluje iz perspektive ega, bo lahko recimo zagrabil priložnost, ki se zdi finančno boljša, ampak čustveno je nekako mogoče manj zanimiva, se pravi je nekaj, kar te ne osrečuje. In recimo taki ljudje bojo na dolgi rok v bistvu izbrali napačno priložnost. Zato ker če ti izbereš priložnost, ki ti prinaša denar, in priložnost, ki te sicer osrečuje, ampak ne vem, mogoče finančno manj pač slabša, če izbereš, se pravi, tole priložnost zaradi denarja, se dostikrat izkaže, da je v bistvu to napačna priložnost. Tisti, ki pa so bili na duševnem potovanju, tisti, ki so premagali že določene strahove, bodo v bistvu lažje izbrali prave in videli prave odločitve. In tukaj imamo v bistvu kot karto, ki odpira današnji vpogled, imamo karto Temperance. To je karta vztrajnosti oziroma angelska karta. Ta karta v bistvu nakazuje na energijo Yin-Yang, se pravi moška in ženska energija. In ta energija bo zdravilna predvsem za čustvene bolečine. Se pravi, tisti, ki so bili v preteklih odnosih nekako razočarani, prizadeti, če je prišlo do kakšne prevare, kakšnega velikega razočaranja, to gre lahko tudi za neke otroške travme ali pa najstniške, če ima še kdo recimo kakšno tako bolečino iz najstniških dni, ko v bistvu je bila kakšna ljubezen in je pol se zelo grdo zaključila. Dostikrat se zgodi, da take bolečine nosimo še naprej v sebi, ampak v bistvu se jih ne zavedamo ali pa jih zelo globoko potlačimo. In angelska energija bo tukaj pomagala to dvigniti na površje. Samo zdaj tako, angelska energija dostikrat tista energija, ki v bistvu zareže spet v srce. Se pravi, tukaj, če pogledamo to srce, so tukaj te lešivi, ki to nekako še držijo skupaj, in angelska energija v bistvu zaseka še enkrat čez. In ja, je boleče, ampak jaz tako pravim, ne. Rano lahko pozdraviš samo, če jo še enkrat odpreš. Ne moreš pozdraviti neke brazgotine, če ti ne odpreš rane, recimo, če imaš brazgotino, ne, na koži, dajmo reči, ne, če hočeš ti odstraniti, recimo moraš iti na operacijo, da ne vem, zarežejo in še enkrat zašijejo, ne. Se pravi, moraš zarezati, mora spet boleti. In enkrat, ko spet boli, takrat ti lahko to bolečino pozdraviš. In ko to bolečino pozdraviš, v bistvu dostikrat dobiš, se zavedaš, da je nekaj lepega tukaj, da najdeš neko priložnost v tej situaciji. Okej, dajmo mi razdeliti karte in kar začeti z vpogledom. Da vidimo, kaj točno ta polna luna prinaša v naša življenja in kaj lahko pričakujemo v naslednjem tednu, oziroma tudi pač do naslednje polne lune se te energije še
v bistvu razvijajo. In tukaj imamo v bistvu asa mečev. Prej smo imeli asa novcev, se pravi, gre za neko novo priložnost, ne? Tukaj pa je as mečev, se pravi, ta polna luna nam bo prinesla ogromno razjasnitev. Marsikaj bomo še spoznali, marsikaj bomo ugotovili. In v bistvu se gre predvsem za to, da bomo našli in odkrili svojo vrednost. Tako da tisti, ki še niso nekako prišli do tega, bodo zelo verjetno v tej polni luni. Torej, to gre za neko, v bistvu, kadar končno dojameš svoje poslanstvo, ali pa kadar imaš neko idejo, ki si jo razvijal že dolgo časa, ampak nekaj je še manjkalo, manjka še tista neka skrivna sestavina, ne? In v bistvu ta as mečev je glih to, ko najdeš tisto skrivno sestavino in rečeš, aha, zdaj pa vem, kaj to je. Tukaj imamo kralja palic. To pa gre lahko za neko osebo, ker mislim, da imamo tle. Ja, to je v bistvu to je karta ego, ne? Ta karta predstavlja naš ego. Zdaj, kralj palic je zelo tak, deluje zelo iz perspektive ega, je tudi zelo strasten, ampak je zelo tak, rad ima stvari pod kontrolo, rad je ukazovalen in nekdo je tukaj lahko, ki ima kontrolo nad nami. In če se recimo prepoznaš v tem, imam video na svojem kanalu, Nasvet zate številka 3, se mi zdi, da je, lih o tem, če te nekdo kontrolira, to je lahko starš, lahko je tudi partner, lahko je kdorkoli, torej če te nekdo želi obdržati v neki coni udobja, v neki statični situaciji ali karkoli. V tistem videu lahko najdeš veliko nasvetov. Zdaj, tukaj gre za neko osebo, zdaj to si lahko ti, lahko se pogovarjamo vse samo o tebi, lahko si to ti in to je neka druga oseba, lahko si to ti in je to neka druga oseba, skratka pri vsakemu bo to malček različno, tako da dajte si pač vse te pomene in energije interpretirati po lastni presoji. Ampak tukaj mi gre v bistvu za neko osebo, ki je zelo egocentrična, zato ker imamo tudi na sredini. Ponavadi ta sredinska karta prikazuje neko energijo med levo stranjo in desno stranjo, ampak tukaj je tako močna in tako intenzivna, da imam občutek, da bo ta v bistvu polna luna prinesla v naša življenja ljudi, in tukaj se gre v bistvu, da je nekdo hotel mogoče imeti neko kontrolo nad tabo ali pa je hotel nekako te nadvladati in v bistvu vse nekaj ni šlo. Se pravi, ta luna v bistvu ful uničuje ego in v bistvu ta negativne aspekte ega. Tako da vsi tisti ljudje, ki delujejo iz perspektive svojega ega, ne, kot sem že rekla, bodo v tem obdobju najbolj trpeli, glih zaradi tega, ker bo njihov ego rušen, zrušil se bo, angelska energija v bistvu uničuje ego. In to dostikrat boli, ne, ker v bistvu, kadar ti nekdo uniči ego, ugotoviš, da pač na neki način ti pokaže resnico, ne, ker ego živi v laži. Ego je tisti, ki nam govori, joj, ne iti na to pot, zato ker, ne vem, ali pa ne sprejeti te priložnosti, ker se tukaj skriva nekaj sumljivega, ali pa ta oseba ti bo ziher zarila nož v hrbet, ali pa ne vem. To so v bistvu vse te neke neumni zaključki našega ega, ker se boji v bistvu, da bo spet naletel na neko past, ki se je že v preteklosti zgodila. In tukaj se gre za to, da v bistvu bo ta oseba nekako iz te energije, bo v bistvu prišla v to energijo, torej nekako nekaj se bo zgodilo tukaj, recimo ta ženska se lahko povezuje s to osebo tu, in v bistvu se gre za to, da bo ta oseba nekako dojela, da te osebe ni mogla imeti pod kontrolo, da tukaj ni mogla v bistvu doseči svojega, ali pa da je želela na neki način to osebo ponižati ali pa nekako razvrednotiti, ampak ta oseba je duševno tako močna, da ji to ni uspelo. In to osebo bo takole, malček se bo sekirala, ne, in v bistvu ta vrana tukaj, ta vrana je prav v bistvu tista, tako čutim, taka angelska energija, ki temu govori, nehaj se tle kujati, ne, dajmo, ajde, spremeni se. In dejansko bo ta luna pomagala tem drugim osebam, da tukaj se spremenijo, da najdejo neko srečo v sebi. In imamo tukaj kot zaključno karto norec, kar nakazuje na neke nove začetke, drzne in velike korake. Dajmo pogledati torej, zakaj imamo tukaj tega kralja palic. Ja, devetica palic.
Dobesedno tako, ne, pač ego je, poglej recimo tole ograjo, ne, kakšna je, že nekako razpada, ta ograja je bolj taka švoh. In to bo delala ta polna luna našim egotom. Dobesedno bo podirala zidove, podirala maske. In potem bo nekateri, tisti, ki imajo res močen ego, bodo prišli direkt s takim načinom, se bodo soočali z ovirami, kot v smislu, tisto zadnjo moč bodo še provali pokazati, ne. Samo kot kaže, ne bo jim šlo preveč dobro. Tukaj imamo karto zvezdo. Ja, v bistvu na neki način bodo ugotovili, tukaj jaz direkt tole vidim, zdaj ne vem, če pogledamo tako spet od blizu karte, ne, tukaj je ta ograja in tukaj imamo tudi tako neke take črtice, ki na neki način spominjajo na neko ograjo, na ograjo, ki je bila recimo lahko podobna tejle. In nekako imam občutek, da bo v bistvu njihov poraz, zdaj, kot sem že rekla, to je lahko tvoj poraz tudi, v kakšni situaciji si lahko ti v tej energiji, v kakšni drugi situaciji si lahko ti v tej energiji, tako da v bistvu vse ti je na neki način lahko namenjeno in nosi sporočilo zate. In tukaj v bistvu videti, da bo ta oseba nekako dojela, da je ta bitka neka bitka, ki je ne more zmagati, če deluje iz perspektive ega. In enostavno tukaj je čutiti, da ta oseba obupa, ker bo že toliko nekih skrbi, da bo dobesedno obupala in bo rekla, ne, jaz moram najti neko novo pot, moram zaupati, moram se prepustiti življenju. Zaupati, da se bo vse zgodilo v mojo smer, ne, in zaupati, da pač, da ne rabim kontrolirati te osebe, da ne rabim v bistvu poniževati, zato ker ta oseba je samostojna, ta oseba se bo znašla sama, ta oseba, ne vem, karkoli. In tukaj videti to povezavo, ne, z neko novo željo. Se pravi, ta oseba dobi v bistvu, dobesedno ta polna luna bo nekako pomagala, da bojo te osebe, da bo razbila te zidove, ki so jih zgradili naši egoti. Ja, evo, karta zaljubljenca. Se pravi, tukaj gre lahko tudi za kakšne romantične odnose, kjer v bistvu ni komunikacije, to smo tudi že se pogovarjali. Zato si poglejte na YouTubu, če vas pritegne kakšen posnetek, ker mogoče ima sporočilo za vas. Gre pa se za take odnose, kjer v bistvu, ja, kjer ni komunikacije, ni pa komunikacije zato, ker ta oseba ne pokaže svoje ranljivosti. In tukaj dobesedno to, da je ta ograja tako razbita, na neki način se bo mogla soočiti s to ranljivostjo. To je tudi tista trojka mečev, ki smo imeli, tisto prerezano srce na začetku. Se pravi, luna bo poskrbela, da bo tukaj naredila neko tole bolečino in ta bolečina bo človeku pomagala, da bo sprostil ta svoj ego, da bo pač ta ego postal krhek in bo lahko v bistvu začutila svoj notranji glas, svoj notranji klic in bo našla pot tudi do svoje želje, ne. Se pravi, gre za to, da bojo te osebe se zelo, zelo lepo omehčale. In marsikdo lahko potem, ta oseba, ki je trenutno recimo noče pokazati svoje ranljivosti, lahko pride celo do tega, da bo končno v bistvu si upala pokazati to svojo ranljivo plat, to svojo nežnejšo plat. To plat, ki ni tako vedno močna in kontrolirana in tako nadzorna v bistvu. Okej, dajmo pogledati še to stran, zakaj je tukaj ta devetica novcev. Štirka kelihov. Okej, tukaj vidim tako, ne, se pravi, če je to neki recimo romantični odnos, gre tukaj za to, da ta oseba v bistvu je čakala to osebo. Tukaj je šlo za neko čakanje. Ampak ta oseba ni hotela sprejeti tega, tukaj ima tale prazne kelihe, ne, se pravi, čakaj, tu bomo dali še eno karto, da vidim kot končni izid. Ja, v bistvu gre za to, da ta oseba nekako ni hotela sprejeti te osebe s tako energijo, ne. In zdaj, tukaj imam še neko drugo zgodbo, da je lahko v bistvu ti, kot če si to ti, ne, če sebe vidiš na tej strani, lahko, da je tukaj neka priložnost dosti boljša in ti recimo svoj fokus usmeriš v to osebo, ki je nekako zelo egoistična in je nekako, kot da si zaslužiš boljše, ne, zaslužiš si nekaj boljšega in tukaj je v bistvu videti, da bo ta priložnost prišla, ne. Tukaj imamo asa mečev in tukaj imamo visoko svečenico, se pravi, to gre vse za misli in to so v bistvu misli, ki pridejo gor iz 5. dimenzije.
se pravi, od našega višjega jaza, naša duša nam pošlje v bistvu določene informacije. In to je recimo tako, da ta karta je karta recimo naključij, da po naključju izveš neko informacijo, da po naključju srečaš neko osebo ali pa dobiš neko tako naključno misel. Včasih tudi se zgodi, da recimo ti pade na pamet kakšna taka pesem, ki te spomni na neko določeno osebo. Skratka, ali pa na neko določeno situacijo. Skratka, gre se za to, da je tukaj neka veliko lepša priložnost in nekdo tukaj bo hotel na vsak način nekaj obdržati, nekaj pokazati svojo premoč, ampak angelska karta, ki smo imeli na začetku, bo poskrbela, da ji to ne bo uspelo in mogla bo pokazati svojo ranljivost, mogla bo v bistvu priti do neke svoje sreče, premagati ta ego, ne. In v bistvu tukaj gre za neko lepšo priložnost. Zdaj, dajmo še eno karto tukaj zraven te visoke svečenice. Tle pa imamo svečenika. In tukaj bi v bistvu rekla, da gre tukaj za neko res pravo priložnost. Marsikdo v bistvu vidi to priložnost kot neko dobro priložnost, tukaj imamo pač karto zaljubljenca, kot neko lepo priložnost, v bistvu srečno, ampak nekje tukaj zadaj se skriva v bistvu nekaj veliko, veliko boljšega. In tukaj, sicer to se ne bere kot tale divine couple, se pravi kot nek par, ampak glede na to, da imamo visoko svečenico in svečenika, ki sta nekako podobno, pač energetsko sta čisto drugi osebi, ne. Ampak recimo tukaj mi deluje kot na neko žensko in moško energijo, se pravi nekaj res dobrega. To je zdaj lahko neka poslovna priložnost, ki je v bistvu bila že ves čas pred tvojim nosom, ampak nekako recimo zaradi te službe ali pa zaradi te osebe, te priložnosti nismo videli. In to smo se tudi zdaj pogovarjali v teh vpogledih, ki sem jih naredila včeraj in vam svetujem, da si jih pogledate. O tem, da v bistvu, tako kot sem tudi že prej rekla, da so te priložnosti, ki pridejo, ampak jih ne opazimo zato, ker so čisto nekaj drugega, nekaj nepričakovanega in mogli bomo v bistvu poslušati svoje misli in dobesedno zaupati svojim mislim, ne svojim strahovom, ne, ker strahovi nas v bistvu vlečejo nazaj, ampak zaupati svojim mislim, zaupati svojemu srcu in vedeti našo vrednost, vedeti, kaj si mi zaslužimo, če bomo želeli to neko dobro priložnost opaziti in jo tudi sprejeti v naša življenja. Okej, dajmo zdaj še zaključiti kot sporočilo vesolja. Evo, cesarica, to je karta cesarice, samo da je to neka mlajša verzija cesarice. In tukaj se gre glih za to, ne, da najdemo to mislim, da je bila polna luna, ki se je začela 1. marca, sem napisala in imeli smo zdravljenje ženske energije v nas. Tudi moški imate žensko energijo znotraj sebe, se pravi, vsi imamo tako moško kot žensko energijo znotraj sebe. In tukaj se vidi, da bo ta v marcu, do konca marca, bo ta ženska energija znotraj nas dobila neko novo podobo, bo v bistvu se nadgradila. Ker to je tudi cesarica, njena energija, ampak tukaj je manjša, tukaj gre v bistvu za manjšo verzijo cesarice, tukaj pa je cesarica v svojem popolnem v bistvu čaru. Okej, karta hudič in v bistvu to se navezuje na to osebo direkt. Tukaj imamo v bistvu to osebo, ki kontrolira, ampak ta oseba cesarice ne more kontrolirati. Cesarica je tako močna, da je on enostavno ne more kontrolirati in to pol povzroči bolečino in povzroči v bistvu, da se ta oseba usede, sprosti in v bistvu si želi to osebo, si želi to priložnost, ne. Ampak se stresira preveč zato, ker hoče imeti stvari pod kontrolo in ta polna luna bo glih to v bistvu povzroča, da te osebe ne bodo več mogli kontrolirati, bodo izgubile to moč kontrole, nadvlade, ukazovanja in tega naprej. In dajmo pogledati še zadnjo karto, paž kelihov. Ja, to v bistvu, zdaj, to je povezano s to karto. Ta hudič bodo pač nekako, ta karta hudiča, da vidimo, kaj imamo še tle, karta norec, ja. Torej gre se za to, da bo ta oseba, kdorkoli je, naredila neki korak in ta korak se verjetno ne bo izšel tako, kot si ona pričakovala, ampak to jo bo v bistvu mogoče prizadelo, ampak hkrati ji bo pomagalo, da tudi ta oseba najde v sebi to žensko energijo, da najde svojo vrednost. In
potem zna biti, da bo naredila ta oseba drzni korak, to si seveda lahko spet ti, lahko to neka druga oseba, ki bo naredila korak proti tebi, naredi ta drzni korak, ampak je v bistvu paž kelihov, ne, je ponudba manjša, kot se zdi. To je v bistvu tole, ne, kot sem rekla, ker je taka ponudba, ko na prvi pogled niti ne bi rekel, da bi pač nekako si misliš, niti ne vem, če me to zanima, če to je res zame, ne. In zato vas še enkrat vam svetujem, da si pogledate v bistvu tele videe, ki smo jih naredili včeraj, o priložnostih, ki jih lahko spregledamo. Ja, in v bistvu tukaj ta šestica nakazuje na neki prihod, se pravi, neka oseba, neka priložnost pride v naša življenja, ampak zdaj, če je to neka oseba, bo imela še vedno neko čustveno prtljago, zato bo v bistvu spadla takole nekako bolj. Paži so v bistvu otroci, ne, oziroma ne otroci kot dejansko otroci, ampak kot nekdo, ki nima dovolj izkušenj, in glede na to, da imamo tukaj palce in tukaj kelihe, gre za neko osebo, ki ni bila dosti čustvena, ki ni znala pokazati teh čustev, ne. In ko neka oseba dolgo časa skriva čustva in jih ne izraža, v bistvu je to za njo nekaj novega, ko mora pokazati čustva, ko mora pokazati ranljivost. In se bodo počutile mogoče malček pod nivojem tvojim, recimo, ne. Ali pa se boš ti počutila pod nivojem neke osebe. Ja, marsikoga lahko to celo ustavi, da ne bo naredil koraka, ampak tukaj imamo šestico kelihov, ki je v bistvu karta nostalgije, tako da bo marsikdo v bistvu glih zaradi nostalgičnosti, zaradi pogrešanja, zaradi nekih preteklih spominov pripravljen narediti ta korak naprej proti tele osebi. Evo, to je to, kar imamo za to polnoluno, se pravi, zanimive priložnosti prihajajo, zanimiva oseba in predvsem v bistvu rušenje negativnih aspektov moške energije, to je pač ego. Ok, hvala za pozornost in se vidimo kaj kmalu v naslednjih vpogledih. Čau, čau!